Pozdravljeni. Današnji naslov prispevka izhaja dobesedno iz izjave, ki jo je podal Toto Wolff. Zakaj gre in kaj vse se skriva v ozadju, pa kot običajno v naslednjih minutah. Na nekaj zadnjih dirkah za veliko nagrado smo verjetno mi navdušenci opazili, da forma Lewisa Hamiltona ni bila na nivoju, ki smo ga videli na primer pri Georgeu Russellu. In tu je morda posredi marsikaj, kar nam, navdušencem, ni dano vedeti. Lahko Lewis Hamilton ni motiviran, se ne počuti v redu, ampak verjetno ne smemo tu nekako vzpostavljati razne teorije zarote, kako pri tovarniški ekipi Mercedes sabotirajo 7-kratnega svetovnega prvaka. In nekateri posamezniki so takšna prepričanja o sabotaži določenega voznika zapisali v razne komentarje, morda so celo pisali pisma, in Toto Wolff, glavni odgovorni pri tovarniški ekipi Mercedes, je seveda takšne posameznike imenoval enostavno idioti, ki ne razumejo. Iskati tu neke vzporednice med znanim romanom Dostojevskega mislim, da je malce pretirano, ampak verjetno se bomo strinjali, da marsikdo, ki ima ali nima nek kognitivni deficit, verjetno Formule 1 v podrobnosti ne razume, če na dan prihaja s takšnimi idejami. Enostavno je nekomu začenjati takšne razprave, brez da bi vsaj malce razmislil. Najbolj enostavno, naprimer za tovarniško ekipo Mercedes, bi bilo, ukolikor bi se želeli rešiti Hamiltona, da bi enostavno dali priložnost Andreji Kiliju Antonelliju. In verjetno bi se zgodba lahko zaključila tako, kot se bo verjetno na zadnji dirki sezone med Oconom in Alpinom. Ampak ne moramo imeti neke teorije zarote, nekaj, kar nam ni dano vedeti, kar dela v očeh nekaterih, ki jih ne bomo sedaj točno kategorizirali, zanimivo. Ampak treba je povedati, da v zadnjem času smo videli kar nekaj takšnih smernic, ki nam kažejo, kako nas nekateri res morda imajo vse nas za idioti. Celo na uradnem računu X, kar se tiče Formule 1, smo lahko videli seveda ta plakat, ki nam kaže, kako je le 8 točk razlike med Landom Norrisom in Charlesom Leclercem v boju za drugo mesto. Ampak smo se mi, navdušenci, kdaj vprašali, kako pomembno je drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva Formule 1. O tem smo nekaj malega že govorili v srečanju v živo. Namreč takrat sem nakratko opisal anekdoto iz prve izvedbe tistega, kar je nato postala America's Cup v jadranju. 22. avgusta daljnega leta 1851 je kraljica Viktorija spremljala tekmovanje, kjer so najhitrejše jadrnice Združenega kraljestva hotele uloviti ameriško jadrnico, ki se je imenovala Amerika. In ko je vprašala, kdo je prvi, je dobila odgovor: Amerika, vaše veličanstvo. Ko je bila rahlo razočarana in je hotela vedeti, kdo je pa druga jadrnica, ki sledi vodilni ameriški,
je dobila odgovor: vaše veličanstvo, drugih v tem primeru ni. In to je eno izmed bistev tekmovanja, tako v Formuli 1 kot v ostalih kategorijah. Enzo Ferrari je dejal, da drugo mesto je tisto prvo, ki je namenjeno poražencem, in seveda Ayrton Senna je ta izrek malce spremenil ter dejal, da drugi je le prvi izmed poražencev. In ko smo mi, navdušenci, nekako sprejeli za svoje te modrosti, se dobi nekdo, ki nam ponuja navdušujoč boj za drugo mesto, ker je razlika samo 8 točk. Kot da je to življenjskega pomena. Lepo vas prosim, kdo se pa spomni drugega čez leto, 2 ali 3? Nihče, ker je zadeva totalno nepomembna. Le tisti, ki ni dosegel nič, se lahko kiti z takšnim, imenujmo ga, rezultatom. Ampak to, da nas nekateri ne imajo za preveč kognitivno aktivne, je recimo dokaz, kateremu lahko vidimo pri raznih drugih izjavah, naprimer že na pravkar zaključeni veliki nagradi Katarja, ko je Lando Norris dejal, da on pa že ni idiot, kajti če bi videl rumene zastave, bi absolutno reagiral. In tu se lahko začnemo spraševati, kaj pa je Lando Norris, če ni sposoben videti dvojne rumene zastave? Namreč to, da voznik vidi in prepozna tiste varnostne elemente na progi, je eden izmed predpogojev, da je lahko voznik v svetovnem prvenstvu Formule 1. Če jih ne vidi, če jih ne prepozna, vsaj po mojem skromnem videnju, nima tam kaj iskati, pa čeprav je v borbi za drugo mesto v svetovnem prvenstvu Formule 1. In seveda zadevo bi lahko zaključili tu. Ampak ni še konec, namreč pred nekaj urami je prišla na dan novica, da Franco Colapinto ni več zanimiv ne za Red Bull, pomišljaj Racing Bulls, in še manj za Alpine. Verjamem, da določeni mediji so naredili kar nekaj, v tem primeru celo negativne reklame, argentinskemu vozniku. Priznati je treba, da je imel tudi obilico sreče, ko je na prvih dirkah, ko je nastopil v Formuli 1, dosegel enkratne rezultate. Ampak v trenutku, ko se je entuziazem polegal, smo lahko opazili, da Franco Colapinto ni več zanimiv. Zakaj ni zanimiv? Ker očitno v ozadju ni tistih kvalitet, ki so nam jih določeni viri prodajali. Sedaj se lahko vsakdo izmed vas sam vpraša, koga so tu imeli za idiota. Morda se spomnite, da v trenutku, ko je Franco Colapinto prišel v Formulo 1, sem dejal, da povprečno soliden voznik, ampak v Formuli 2 nič posebnega. Videli smo bistveno večje talente tam, ko so tekmovali skupaj na progi z enakimi bolidi. Ampak ne, bilo je potrebno ustvariti nekega lik junaka, ki bo praktično od nikoder prišel in zavladal v Formuli 1. Zopet neka zgodba, ki verjetno pride do izraza predvsem pri tistih, ki zadev ne razumejo, ne vem kako globoko. In če se je kdo našel v tem opisu, ki sem ga skušal najbolj omiliti, brez skrbi, rešitev je zmeraj na dlani. Sprašujte, berite, poglejte si pravila in seveda odločitve ter ne nasedajte
tistim lahkim odgovorom, ki vam ga dajejo tisti, ki si želijo samo vaših klikov. Verjamem, danes je malce bolj težko, kajti v družbenih omrežjih nam prodajajo podobe tistih, ki so lepi, uspešni, bogati in se borijo za drugo mesto. Ampak tudi mi se lahko temu upremo. Ki so leta 1851 dobro vedeli, kaj pomeni drugo mesto. Ne razumem, zakaj leta 2024 tega nočemo videti. A razen, če smo res idioti. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.